Živijo in dobrodošli Dober dan. na novem RedOrbit webinarju številka 5, kar predvsej jih imamo malo pozabljen. Danes, tako kot prejšnji teden v petek, s Črtom Podlogarjem, digitalnim strategom RedOrbitom, odgovarja na vaše vprašanja na temo, kako prilagoditi strategijo digitalno v času krize. Par napovedi, Črta verjetno že poznate, on je, tako kot sem rekel, pri nas vodja strategije oziroma oddelka strateškega in predavatelj na mnogih slovenskih in tujih konferencah. Webinar bo potekal načeloma po principu AMA, se pravi Ask Me Anything. Nekaj vprašanj smo že dobili preko naše online forme, drugače pa dobrodošli in pišite vprašanja na desni strani. V chat bo probala čim več vprašanj odgovoriti. Danes imamo tudi par novosti, malo spremenjen format, tako da imamo eno zelo kratko prezentacijo, malo podatkov smo zbrali v vedenju slovenskih potrošnikov na digitalu, tako da bo še to malo pokomentirala. Za začetek pa bomo tako kot prejšnji teden začeli z anketo, kako ste prilagodili svoje digitalne budžete, ker nas malo zanima, a se je kaj stanje od prejšnjega tedna spremenilo, tako da prosim, kar pokomentirajte, mislim, da bi mogla biti že vidna in na koncu tudi mi dodava en komentar, tako da hvala za ta del. Kaj moram povedati, Črt? Grozne so najne frizure. Jaz ne vem, moja je precej slabša, imam občutek, no? Ampak me boš dohitel. Glej, jaz ne vem, pa čez par tednov, če tako šlo naprej, po moje bo vsa zarašena in me bo sram jet na webinar, tako da ne vem, kaj narediti. Ja, nisva edina, no, ko se ukvarjava s tem problemom. Ja? Si prepričan? Zelo, in tudi podatki to potrjujejo. Pa, moramo na začetek jet. Ja. Lej, kam je skočili. A telepodatki? Telepodatki, se pravi, how to cut my hair, malo za dobro jutro, je nekaj, kar je iskanje, se pravi, tole je rezultat iskanj za how to cut my hair na YouTubeu, globalno, po celem svetu. In kot vidite, se ogromno ljudi ukvarja z istim problemom, s katerim se jaz in Andraž ukvarjava. Jaz sem šel tudi že gledati te videe, ampak ne vem, če sem dosti pogumen, da bi testiral. Jaz sem enega kolega, ki je, mislim, da 2 dni nazaj na Viber pokazal sliko se, ki se je strigel z brivnikom. Mislim, da ni gledal teh videoposnetkov, ker je grozno. Ok, gremo malo naprej. Danes je Google nam poslal eno ful zanimivo prezentacijo, ki bomo tudi mogoče PDF dali na naše social kanale. In sicer na podlagi trackinga userjev so ocenili za ogromno različnih držav po svetu, ali se držimo karantene ali ne. Se pravi, social distancing, tole so podatki za Slovenijo, vzeti iz mobilnih naprav, se pravi location, ne interes po različnih industrijah, ampak location. In vidimo, retail in recreation, se pravi manjši tematski shopping centri, kafeji, restauranti, upad 88%, groceries, upad 92%, parki, se pravi, tudi manj gremo ven v javne parke, kar je cool, da karantena deluje, 43% upad. Jelko Kacin bo zelo zadovoljen s temi podatki. Ja, jaz mislim, da moramo tole vladi pokazati, zato da bo pač videla, da ukrepi dejansko delujejo. Tranzit, 54% upad, workplaces, pridno delamo doma, super mi, 45% upad, in residential 13% porast, tako da zgleda, da karantena deluje. V tej prezentaciji oziroma v tem PDF dokumentu so podatki teli za vse občine v Sloveniji skoraj. Pri nekaterih malo podatki manjkajo, ker ni bilo dovolj velikega vzorca ljudi, ampak ful zanimivo je gledati, kako se obnašajo ljudje v Mariboru versus Ljubljani, versus Koper, versus Šmarje pri Jelšah, pa tam pri vas Trbovlje, ali kaj ste vi že, Hrastnik, Zagorje, kaj ste že? Komplicirano, Trbovlje bo najlažje. Kje je to? Kisovec drugače. Dom pokojnega Janeza Drnovška. No, tega pa nisem videl. Zanimivo. No, gremo malo dlje. Z telemi, tole so pa naši pridni strategy analytics department pripravili, Lin, Polona, Simon, tako da Črt boš ti začel s komentarjem.
Ja, v bistvu eno zadevo, ko jo je najna kolegica Lin preverila, je malo razlike v uporabniškem obnašanju. Tale dva slajda kažeta en teden pred uvedbo karantene v Sloveniji in teden po uvedbi karantene, in sicer razmerje med mobilnimi napravami, svetlo-modra desktop, temno-zelenkasta in tablet, svetlo-zelenkasta barva. Kar je zelo zanimivo tukaj je, da ni neke bistvene razlike v bistvu, med device. Jaz sem tukaj pričakoval, jaz sem pričakoval precejšen upad desktopa, če sem čisto iskren, zaradi tega, ker je moja teorija vedno bila, da v službah ga veliko uporabljamo in med službo browsamo, da doma pa verjetno ta obnašanje ne bo se tukaj preslikal, pa glede na to, da je veliko ljudi verjetno tudi na čakanju ali pa kakorkoli. Ampak očitno smo samo preslikali trende iz pisarne v svoj dom. Wow. Jaz sem pričakoval pa tih kontra. Jaz sem pričakoval pa upad mobila, zato ker moja teorija pa je bila, da mobil uporabljamo on the go. Se pravi, ko nimam zraven desktopa z velikim ekranom, bom pa pač na mobilu pogledal hitre informacije, ampak zgleda zdaj tudi, kljub vsem tem ukrepom, kot vidimo, ostajamo doma, še zmeraj smo veliko na mobilnih napravah. Zanimivo. Naslednji graf smo pogledali malo sešne znotraj retaila, se pravi, koliko je novih uporabnikov, ki srčajo in prihajajo na spletne strani povezane z FMCG-jem ali pa s Consumer Packaged Good Retailom. Kot sem že prejšnji teden, jaz sem malo povedal, moja teorija je, da se je število ljudi, ki kupujejo ali so pripravljeni na online nakup narediti, drastično povečalo. In mislim, da tale graf to kar potrjuje, se pravi, spet primerjava marec lansko leto, marec letos, število novih uporabnikov je kar poraslo. Ja, mogoče tukaj samo to ena zanimiva zadeva, da a so novi kupci ali niso novi kupci za brick and click retailerje, najbrž čist novi niso. So pa očitno novi na spletnih trgovinah. Tako da mogoče en zanimivo vprašanje bo čez 2 meseca, kako poskrbeti, da te ljudje ne izginejo spet iz digitala za vse tiste, ki pač imajo neke cilje, ki jim bojo sledili, ker si predstavljam, da bo ogromno veliko vodstev podjetij bo ugotovilo, da ima digital več potencijala, kot so si mislili. In bojo verjetno želeli te številke tudi po krizi ohraniti, vsaj zaenkrat kaže tak trend. Ok, šivava dalje, da bomo imeli malo več časa za odgovarjanje vprašanj. Tole je transaction growth, se pravi... Trbov je! Ja, vidim, črt zelo kupuje, to je rast število nakupov preko spleta za posamezno občino ali pa nekatere večje občine v Sloveniji. Prvi teden marca, ko še ni bilo karantene, drugi teden marca, ko se je malo začelo dogajati, in tretji teden marca, ko se je lockdown zgodil. In ja, pač vsi smo šli na online, se pravi, število nakupov se je povečalo minimalno za 100%, v nekaterih primerih pri črtu doma, za 400%. Za 450%, ja. Ja, to pa, mislim, dobro, jaz sklepam, da je to trend. Zasavci smo pridni vozači in mislim, da nas večina dela v Ljubljani, tistih, ko izven Zasave delamo. In zdaj pač ne morem po službi v City Park, v shopping in se moram pač zadovoljiti s tem, da besno kupujem online. Aha, se pravi, mislim, da je to posledica tega, da prej niste to kupovali in zato to veliki. Jaz mislim, da prej je res bil trend po službi offline shoppinga. Cool. Ok, tole, če boš ti komentiral. Tole je pa nakupno obnašanje, se pravi delež transakcij razporejenih po dnevih v tednu. Čist na levi imamo ponedeljek, čist na desni imamo nedeljo, prvi teden je zadnji teden februarja, potem imamo prvi, drugi teden marca in potem imamo tretji teden marca, ko smo bili v karanteni. In nas je zanimala, je tukaj kakršnakoli razlika bila zdaj v kriznem času, po dnevih, ali recimo moja predpostavka je bila, da bojo vikendi ful boljši generalno, kot so dnevi čez teden. Ampak se je izkazalo, da sicer je malo razlike, ampak nekaj bistvene ne. Kar je veliko bolj zanimivo je pa, da smo očitno v tem drugem tednu marca, se pravi, to je bilo po tem, ki je bila najavljena karantena in da se zapirajo šole, v ponedeljek, takrat smo pa očitno kar besno skočili na splet, da naredimo še zadnje nakupe, ker verjetno tudi marsikdo ni vedel, kako bo z dostavami in z vsemi ostalimi stvarmi. Cool. Transakcije po urah,
ful drastična sprememba, saj kar se mene tiče, se pravi, že prej smo videli vzorce, da po noč logično se ne kupuje, potem se pa začne nakupi dogajati v zgodnjih dopoldanskih urah, ko smo vsi bili v službi na računalnikih in nismo imeli za delati, pa pol med malco in potem proti večeru. Zdaj ta zgornji graf je 3. teden po lockdownu, se pravi, odraža spremembo v številu transakcij, ki so se to povečali v 3. tednu. Ampak vzorec nekako ostaja enak, čeprav vidim, da tam največji pik je pa okoli 11. ure. Ja, pa predvsem meni je še vedno šokanten ta shopping ob 8. zjutraj, no, in da v takem odstotku se dogaja. To je res. Jaz ob 8. zjutraj premalo funkcioniram, da bi lahko upisal kreditno kartico kamorkoli. No. Ti nimaš otrok. Ti otroke začnejo funkcionirati ob 6, ker se nas otroci zbudijo, ali pa, če pa spijo, smo pa srečni, da spijo in gremo hit shopat v miru, dokler še spijo. Razumem. Ok, podobna zgodba, imamo število transakcij po urah znotraj dneva, kjer pa pač ni bilo neke bistvene spremembe. No? Se pravi, zelo smo ostali v istih okvirih. Se pravi, tudi na chatu se strinjajo s tabo, da starši zjutraj kupujejo. Ok, to je zanimiv insight, mogoče za kako jutranjo kampanjo. Ja, ampak načeloma smo zelo dobro v bistvu preslikali naše nakupovalne trende od predkrize v krizo, vsaj kar se tiče ur, dnevov in vseh teh zadev. No? Edina razlika je zares, da več kupujemo online. Ja. In pol ima kaj še? E-commerce, mediji. Ja, se pravi, to je pa pred uvedbo karantene in po uvedbi karantene, kakšna je razporeditev obiska po kanalih na spletnih trgovinah, kjer pa spet vidimo, da neke bistvene razlike. No. Malenkost se je znižal organski promet, malenkost je zrastel direktno, recimo, ampak to so vse neke spremembe, ko so verjetno bolj odvisne od kampanj in oglaševalskih akcij, kakor pa od nekega kriznega obnašanja. No. Ful velikih sprememb ni, glede na to, kar smo tudi prejšnji teden videli v anketi, da nekateri so čisto gasnili budžete, nekateri so jih zmanjšali, nekateri so pač ohranili ali pa celo povečali, ampak jaz sem pričakoval večje spremembe, ampak ko pogledamo pač spekter vseh naših naročnikov, pa mislim, da imamo kar velikega, sploh kar se tiče tudi števila uporabnikov, govorimo o več kot 100,000 uporabnikih na dan, milijonih gotovo na teden, mislim, da je to dober vzorec. Ni drastične spremembe. In to je to, kar se tiče slajdov. Še enkrat hvala Alin, Simon, Polona, da ste tole pripravili. Drug teden bomo nadaljevali, mi že pripravljamo malo več podatkov, kar se tiče tudi industrije in kako so se industrije spreminjale, tako da drug teden bomo malo več o temu govorila. Pa če imate vi kakšne vprašanja, insighte, ki bi želeli deliti, kar pišite nam, pa bomo probali vključiti. Zdaj pa grejo na vprašanje. Vprašanje je kar nekaj, še enkrat, lahko jih vprašate tudi skozi chat. Midva bo pa začela tisti, ki so pojavili se na online formi. Mogoče črt najprej eno vprašanje, jaz zate, Maja je spraševala, zanima me, kakšne vsebine lahko ponujamo svojim kupcem, ki ne morejo kupovati online, saj nimamo web shopa. Ali se takemu podjetju sedaj sploh splača oglaševati in če menite, da kateri kanali priporočate? Ker to, da v celoti blokiramo vse oglaševanje, tudi ne more biti rešitev. Ja. A ti ponovim? Ne, vse. Dolgo vprašanje. Ja, ful je dolgo vprašanje. Jaz bom tako ena stvar. Vsi mi dajo nasvete o koronavirusu. Zdaj to je mogoče malo bolj osebno mnenje, kot da bi imel neke podatke, ki lahko to zadevo podprejo, ampak če nimate veze z koronavirusom, potem jaz mislim, da ne rabim še enega nasveta o koronavirusu, tako da take vsebine pisati mogoče nima smisla. No. Zdaj, jaz bi rekel, da mogoče kakršnekoli uporabne vsebine, ki se tičejo vašega produkta ali posla ali industrije in so relevantne za krizo ali pa nasploh za uporabo. No? Kaki vodiči za uporabo, nasveti za varčevanje, daljšo uporabo ali pa karkoli, kar bo ljudem v tem trenutku recimo pomagali.
bi jaz rekel, da je mogoče relevantna vsebina. Kar se tiče tega čisto ugasniti oglaševanje ali ne, če ne morete nič prodajati, jaz bom tako rekel, če je poslovna situacija taka, da ni cash flow in da ni rezerve, jaz mislim, da nekaj blazno veliko drugih opcij niti nimate. Bi pa rekel, da mogoče tako je. Teorija pravi, da za 2 meseca izginete, se vam bo zelo negativno poznali. In to ne samo zdaj v tem času, ampak zaradi tega, ker ta moment, ki ga imate, ko ljudje prehajajo na spletne strani, ko ljudje vidijo vaše oglase, je nekaj, kar je treba pa nekaj časa nabirati nazaj. Se pravi, če zdaj za 2 meseca čisto ugasnete zadevo, se vam bo poznalo na prometu in prodaji, tudi potem, ko spet začnete prodajati, vsaj še mesec ali 2. Jaz bi rekel, da mogoče vsaj neke omejene kampanje na neko res zelo, zelo dobro ciljno skupino idealno, mogoče kaj remarketinga ali pa za tiste, ki so najbolj relevantna ciljna skupina, da se proba neko omejeno oglaševanje še vedno ohranjati. Pa jaz bi mogoče tukaj rekel, da malo kontra temu klasičnemu nasvetu. Ponavadi, če prodajate, se najbolj splača iti največkrat na search, zaradi tega, ker najbolj pokrijete intent. Glede na to, da ne more nihče nič kupiti, se mogoče malo manj splača pokrivati nakupni intent, ampak raje mogoče kakšne malo cenejše kanale, Google Display Network, Facebook ali pa kakorkoli. Ful zanimiv komentar v chatu, Petra Slanič. Če ne morete prodajati, delajte lead generation. Absolutno se strinjam. Pridobivati e-maile zdajle oziroma telefonske številke ali pa kakršnekoli druge kontakte bi bilo idealno, zaradi tega, ker boste imeli tudi malo več rezerve, ko bo konec krize, zato da malo hitreje poberete svoje prodajne številke. Klemen Geršak je omenil, da GoOptika imajo taksisti, da je veliko manjših logistov pripravljenih dostavljati. To je mogoče tisti na svetu, o katerem smo se že prej pogovarjali. Tudi če nimate na prejšnjem webinarju. Tudi če nimate spletne trgovine, če imate produkt, ki ga lahko nekako spravite do mene, dajmo se zmeniti prek telefona, dajmo se zmeniti preko e-maila, pa bomo naročili zadevo, pa jo bom jaz dobil, pa mogoče lahko vse na tak način zadevo ohranjate. Če seveda ni to zdaj, ne vem, če niste potovalna agencija, ki pač res ne more zdajle nič prodati. Jaz bom malo dopolnil, se pravi, bral sem, mislim, da par dni nazaj en članek, ki delo analizo, tako kot si sam rekel, če ugasneš popolno celo oglaševanje, kakšen bo tu impact. Pustimo zdaj takojšnji impact na prodajo, ampak ocene so med 3 in 5% na teden naj bi se tvoje obseg poslovanja skrčil, long term zaradi tega, ker pač ne delaš awarenessa brandinga, pač zgineš iz celotnega trga. Se pravi, če absolutno vse ugasniti, ima zelo devastating posledice long term. Druga zanimiva zadeva je, v sredo sem imel webinar z Darkom Butino v 7 korakih, kako voditi podjetje skozi krizo. In ena zadeva, on živi v Švici, ena zadeva, ki je zelo zanimivo povedal, je, kako lekarne tam pristopajo. Meni se zdi super primer, ki ga lahko tudi lokalni trgovci v Sloveniji naredijo. Prvo, kar je lekarne ne nudijo dostave in niso imeli spletne trgovine, zdaj so pa začeli ponujati telefonsko naročanje. Ne rabiš spletne trgovine, pokliči na ta telefon, po telefonu te bom prodal, pogovorili se boš, kaj točno rabiš in dejansko potem ti bomo sami mi dostavili. 1 na 1 dostavljajo in dostavljajo lokalno. Se pravi, in kup je lokalnih trgovinc, lokalnih trgovcev, ki ni treba, da oglašujete v celi Sloveniji, oglašujte v lokalnih publikacijah, tudi v offline, zaradi me, flyerje, maybe, ali pa online targetiranje zelo lokalno. Tam, kjer lahko vi ročno dostavljate sami, ali pa kot je prej Klemen zelo dobro povedal, en kup je taksistov in drugih ponudnikov, ki imajo trenutno proste kapacitete, ki so pripravljeni ponujati tudi dostavo. Se pravi, ne rabiš zgraditi največje spletne trgovine. Mogoče, če še malo ostaneva tukaj, ker vidim, da je zelo zanimiva tema. Blaž Regina je komentiral, ampak realno koliko lidov lahko dobiš, če nimaš trafika oziroma riča preko sociala. Ja, mislim, tukaj se definitivno pogovarjamo o eni opciji, ki bi bila plačljivo zbiranje lidov preko Facebook lide. Recimo, če si budget to lahko prvoš, pa če je bil prej nek obstoječi Facebook budget, ki je šel v prodajo, da gre mogoče zdaj v lead generation. Ena zadeva, ki bi jo pa jaz toplo priporočil, pa tudi, da mogoče razmislite v kakih toolih, sploh za manjše spletne trgovine, ki nimajo veliko prometa, so lahko te stvari
relativno poceni. Govorimo o par $10 na mesec, recimo, ki vam omogočajo malo bolj agresivno zbiranje lidov, pa zdaj vem, da se vas polovica križa, ker bom omenil pop-upe, ampak jaz mislim, da če so relevantne vsebine na pop-upu in če niste preveč agresivni, bi se s temi stvarmi tudi dal kaj narediti. Če boste imeli samo prijavi se na newsletter nekje v footerju, definitivno ne boste veliko naredili, ampak tudi, če nimate veliko prometa, mogoče lahko tega malo izboljšate. Ena stvar mogoče povezana s tem, Andraž, kar si ti omenil, je tudi, zdaj je kar naenkrat ogromno enih rešitev, ki omogočajo marketplace za manjše trgovce, za recimo, ne vem, kmetije, za kmečke turizme, zato da lahko preko njih prodajajo te zadeve, tako da to je vsekakor ena opcija, ki bi bila po mojem tudi zanimiva. Mi v vrsti lansiramo marketplace ta teden. Tudi, kar je tudi zelo zanimivo, zaradi tega, ker tam je pa si jaz predstavljam, da glede na promet, ki ga imajo in glede na oglaševalsko investicijo, pa tukaj jaz mislim, da tudi ni slaba rešitev. No. Tako da ogromno enih opcij imate, da lahko relativno hitro se spravite online, brez da se rabite sami ukvarjati svojo spletno trgovino. Jaz bi sam to dodal prvi vrsti smart move na njihovi strani. Jaz mislim, da kar nekaterim retailerjem, trgovcem zna to koristiti, treba biti pa previden. Pač ne pravim, da ne je gor, ampak zgodba je podobna kot pri Amazonu. Lahko zelo hitro rataš odvisen od tega in nisi, sploh če si retailer, ne kot proizvajalca, ne, nisi odvisen od tega in strateško je treba premisliti. Ja, ena zadeva pri trgovcih je bolj pomembna zaloga. Ja. Imaš ti zalogo, ki je pokvarljiva roba z določenim datumom, ti ne moreš čakati ne vem koliko časa, da boš to zalogo prodal in moraš iskati hitre rešitve, drugače boš imel gospodarsko škodo še večjo. Pa mogoče ena zadeva, ful je debate še na chatu, ampak samo eno stvar bi jaz mogoče tukaj še omenil, sploh za manjše biznise. Ena zadeva, ki jo zdaj ful veliko vidim, je kar precej je shifta v podporo lokalnim biznisom, recimo za kakšne produkte ali pa za kakšne nakupe in mogoče tudi to ena stvar. No, jaz vidim, da veliko manjših podjetij preko svojih, to, kar je Aleksandar omenil, prodaja preko Facebook page-ev, preko svojih social media profilov in pa preko chatbota preko chata zbira naročila, pa marsikdo tudi prosi svoje followerje, svoje kupce, da jih priporočajo naprej in da jim pomagajo s promocijo. In jaz mislim, da mogoče tudi kako sporočilo dati, pomagajte nam podpirati naše majhno lokalno podjetje v teh kriznih časih v vaše pakete ali pa v order confirmation maile, zato da ljudem olajšate, da stvari delijo, jaz mislim, da tudi škoditi ne more. No. Kak učinek na overall prodaja bomo imela je vprašanje. Ampak, jaz bom še dodal za ta Facebook fanpage, imamo naročnike, poznamo primeru v Sloveniji, ki izključno in samo preko Facebook fanpage prodajajo in to kar lepe številke mesečno. Tako da preko Facebook fanpage se da prodajati. Zdaj, idealno je, če moraš vzeti seveda spletno trgovino, zato da pač saj ta nakupni proces je avtomatiziran, tudi uporabniška izkušnja je boljša. Samo za Facebook trgovino. Facebook omogoča, da postavite Facebook shop tudi na Facebooku. Se pravi, da imate tam ponudbo, gumb za nakup in podobne zadeve, ampak to smo mi prav prejšnji teden še dodatno raziskovali, ker zdaj so nekaj upgradali. Uporabniška izkušnja ni najboljša. Če se da bi se jaz temu izognil in bi šel raje na ali telefonsko naročanje ali pa, kot je Aleksandar omenil, naročanje preko Facebook chat. Facebook chat je super, ker je dialog med vami in potrošnikom, kupci in omogoča, da dejansko svetujete zraven, kaj se dogaja in se iz tega da razviti super prodajo. Upgrade tega je celo to, da imate zgrajenega ta pravega bota v smislu, da se ena avtomatika zrad postavi in da vam ni treba na vsa vprašanja odgovarjati. Dejan Turki za ena, pozdravljen, tudi super komentar. A1 je odprl virtualno trgovino. Se pravi, koliko se jaz gledal, kamera v eni pravi trgovini, vidi se različne delovne mesta, prodajalce in čez to lahko prodajalec dejansko svetuje virtualno preko interneta kupcem, kaj kupiti oziroma v storitvah. Vprašanje je, ali mislite, da bi mogoče lahko tovrstne trgovine, virtualne trgovine prevladovale, še posebej z razvojem VR, AR hologramov, se pravi
kaj je to, virtualne resničnosti, augmented reality, se pravi, kakaj augmented? Vem, da je bil A1, takrat, če si mobil, vem, da je bil Dejan takrat že predsednik uprave, mislim, da so štartali, kaj je bil že virtualni svet, Second Life, 10 let, če ne prej nazaj, mislim, da je bil, si bil takrat že noter. In so imeli poslovalnico, ne? Ne vem, če je bil poslovalnica, ne spomnim se, a bo virtual reality v prihodnosti trend? Jaz mislim, da počasi, sploh, ker se je začela razvijati boljša uporabniška izkušnja, mislim, da trenutno še vsi se lovimo. Rečemo, tehnologija obstaja, ampak kako to UX, customer experience narediti v virtualni realnosti, se še vsi malo lovimo. Se mi pa zdi, da ta kriza ali pa ta sprememba življenjskega stila, ki se zdaj dogaja, bo imela dolgoročne posledice. Jaz mislim, tudi konec lockdowna bo se malo social distancing še vedno dogajal in jaz mislim, da tako je črt malo prej omenil, ne bo zdaj to tako ostalo zdaj, ampak online nakupi se bojo povečali. Kupci, potrošniki bomo bolj navajeni na online kupovati in mogoče tudi kaj v VR, AR smer se bi dal razviti. Mogoče dve stvari sem tukaj. No. Jaz mislim tudi, da se bo poznal na online, ampak jaz mislim, da tukaj si ti veliko bolj optimističen glede pozitivnega vpliva na spletno prodajo tele krize. Jaz mislim, da je 3 mesece potem, ko ne bo več tega virusa, bomo vsi pozabili, da je karkoli bilo. Tako da nekaj bo ostalo. Prosim? Jaz ne trdim, da 80% bo kar na online. Pred krizo so številke se gibljale med 4 in 15%, odvisno od trgovca, ampak rečemo, da je povprečje 8% v Sloveniji bilo online prodaje. Zdaj trenutno je 100% ali pa 90%, jaz mislim, da iz 8 bomo skočili na 12%. Mogoče. To bi načeloma šlo. Ampak kar se tiče teh virtualnih trgovin, ker obstaja tudi nekaj rešitev že, recimo, ki so narejene za to, da lahko prodajalci v fizičnih trgovinah, ko ni veliko foot trafika, se priklopijo na video čete, predstavljajo produkte preko kamere ali kakorkoli. Tako da to je ena stvar, ki jaz mislim, da bi definitivno bila zanimiva tudi zaradi tega, ker pač pomaga bolj izkoristiti trgovinam resurse, ki mogoče, ne vem, v času delavnika njim so tukaj zasedeni, morajo pa biti tam. Pa augmented reality si jaz predstavljam predvsem, kar se tiče shoppinga za pohištvo in take zadeve, da imam jaz aplikacijo, kjer lahko kavč postavim v svojo dnevno in pogledam, kako izgleda. Je super. Edini izziv je tukaj, da smo na slovenskem trgu. A se bo komu splačalo to aplikacijo razvijati, mogoče mimo vrste, pa še enim ali dvem in to je načeloma to. Tako da jaz mislim, da tukaj bo vedno velikost našega trga, za single market player bo vedno tukaj nas malo štopala nazaj, koliko se res splača investirati v te stvari. Se strinjam. Ampak kaj je to imela že 2 leti nazaj, točno to augmented reality app, izbereš kavč, postaviš v sobo dela, tako da super rešitev. Klemen Geršak pravi, ni šans. Ni šans. Jaz mislim, po svoje se zelo strinjam s tem, s tvojim in Klemenom komentarjem, slovenski trg je premajhen, da bi ti finančno splačali take zadeve razvijati. Ampak, da se malo navežem na to, Slovenci pa malo na to, a se da na online prodajati. Slovenci smo malo hendikepirani, pa malo se kar po moje držimo nazaj. Ful smo omejeni s temi Alpami okoli nas. Slovenija je naš market and that's it. Zakaj ne gremo v tujino? Slovenija je toliko majhna, da nam hendikep je toliko priročnost dostopa do kamorkoli. Odpeljem se v trgovino in sem tam. Če je B2B, odpeljem se na sestanek v Maribor 1 urico, pa sem tam. V perspektivo zdaj hočem postaviti Ameriko. Amerika je huge in tam so se navadili, da se jaz ne morem, pa slabo infrastrukturo malo tudi znotraj New Yorka ali pa San Francisca, če hočeš čez mesto prijeti z avtom ali pa s public transportom, ki je non-existent skoraj, da rabaš 2 ure. In so se navadili, da se morajo prodaje delati prek online. Jaz ne govorim zdaj, da je kupec prepuščen samemu sebi, ampak ali je to video chat, ko ga bomo izdali, telefonski klic pa prodaja, ampak preko digitalnih medijev, remote sales bi jaz temu rekel, ne nujno digital sales, ampak remote sales. In če bi mi kot podjetja to malo bolj posebej, bi lahko rekel, da mi lahko delamo tudi v tujino, ne samo v Sloveniji, kar pomeni, da se ti lahko
trg kar naenkrat poveča. Ne pravim, da za vse, govorim mogoče to bolj za B2B, ker B2B so bila večina, tudi eno vprašanje smo imeli s tem malo povezano, kaj B2B-jevci ne delajo. B2B-jevci so večinoma face-to-face prodaje imeli, pa sejme, ki jih ni več. Remote sales preko telefona in videa, jaz mislim, da je future. Ok, greva črt na naslednjo vprašanje. Jaz ta čas, ko ti iščeš vprašanje, na desni strani, mi smo se v Red-Orbit odločili, da bomo ponudili tudi, ker je ogromno vprašanje v povezavi s strategijo, bomo ponudili brezplačno 1:1 svetovanje, ker bomo šli lahko tudi malo bolj v globino. Tako da na desni strani imate že link do prijave, zelo simpel narejen Google Forums, growth hacking in hitrost in agilnost, tako da ni neki fancy, ampak hočemo malo bolj 1:1 pristopiti in da vidimo, če lahko še kaj pomagamo večjemu številu podjetij. Ok, vprašanja. Kjer ga malo zbiram, ker vidim, da nimam več veliko časa, ampak da ne bom zdaj predolg zbiral. Po kakšnih spletnih storitvah bo po vajno največje povpraševanje v prihajajočem obdobju, v času krize in po krizi? Ja, mislim, vsaj kakor zdajle statistike kažejo, sem rekel, prihodnji teden bomo imeli v temule AMA pogovoru par grafov za Slovenijo, za te statistike različnih industrij, tako da bomo lahko več o tem govorili, ampak vsaj kakor statistike kažejo, logično, travel in tourism is down, zelo je v porastu cel groceries in retail sektor, izredno je tudi v porastu self-care, kar se mi je črtom počasi ugotavljala, pa ne govorimo samo o šamponih pa o kremcah, govorimo tudi malo za čuda v make-upu, zgleda za ženske, da hoče še vedno lepo izgledati tudi na videoklicih. Govorimo tudi kako se rečemo, v self-care, brivnikih, pristriževalnikih las in podobne zadeve. Small home appliances, kako se temu reče, kitchen appliances, kako so ti pekači kruha in podobne zadeve. Najbolj udar, vsaj kakor se jaz spomnim, je luxury, poleg travela, pa mislim, da je bil še en, pa se zdaj iz glave, bomo pogledali. No. Ampak je pa kup industrij, no, ki rastejo. No. Kljub vsemu, na digitalu je velik porast v fashion, dokler bojo zaloge, mislim, da bo to šibalo. Kot so gotovo povozili Next in pa H&M sta ukinila celo dostavo po Evropi, tako da online ne šiba, tako da mislim, da je tukaj priložnost za lokalne retailerje na področju fashiona, da zelo malo se zajejo v njihov tržni delež. Ne vem, Črta, imaš ti še kaj na pamet? Ena zadeva, ko sem jaz malo gledal, je tudi, kar se tiče fitnessa, recimo, ki so tudi zaprti, je zdaj zanimivo, da je ogromen shift bil v online treninge in subscription modele razne in te stvari, tako da tukaj jaz mislim, da bo tudi veliko. Pa po krizi, to je sicer mogoče, zdaj imam jaz malo preveč, sem pod vtisom lastne izkušnje, ampak jaz mislim, da mogoče tudi gradnja in vse, kar je home improvement, je zdaj malo stoji, razen kar je do it yourselfa. Tako da tukaj jaz pričakujem, da bo tudi kar precej iskano se zgodilo. Fitness oprema ali pa to? Ja, pa Blaž prav, trenažerji za kolesa podirajo rekorde, ja, itak. Pač vse, kar je za domači fitness, mi vidimo, da se blazno dobro prodaja, pa obisk na YouTube videih in vse, kar je, ja, tudi meditacije proti stresu in te zadeve, vse, kar je vodene vadbe, remote je zdaj zelo popularno ratalo in različni fitness trenerji pa tudi se različno hitro prilagajajo tej stvari. Eno mogoče vprašanje, tukaj turizem, booking storitev. Največ delamo search oglasi, nove stranke in email marketing, povratne stranke. Mislite, da je dobro delati lead generation preko Facebooka, naprimer bon za 20 €, pustiti brand awareness kampanje, kakršenkoli nasvet je dobrodošel? Govorimo pa samo o turizmu. Ne? Turizem je ful na udaru. Jaz mislim, da v turizmu bomo imeli moje mnenje osebno, dva stepa, kako bomo prišli iz te situacije trenutno ven. Pač trenutno je cel lockdown, hoteli morajo biti zaprti. Druga zadeva je pa mednarodni travel je ukinjena.
Sprav, prvo, kar se je zgodilo, hoteli se bojo lahko odprli, ampak bojo mogli staviti predvsem na domače turiste, ker poti med državami bojo še zmer ali omejene, ali pa se bo folk malo nazaj držal. Jaz tudi, če bi imel zdaj letalsko karto oziroma možnost leta v London, bi resno razmislil, a bi šel. Tako da, jaz mislim, prvi fazi strategije bi mogli biti fokus na domače turiste, se pravi domač market, potem pa šele na tujino. In jaz mislim, da ta tujina pride šele Q3 ali Q4, nažalost. Za domače pa ja, boni, ja, absolutno, če bo dobra garancija, če še vedno ne bo mogel prideti. Ampak se jaz, če prav razumemo vprašanje, se tukaj pogovarjamo o lead generation. Ne nujno, da nekdo že zdaj bukira za v prihodnost, pa da za to bon za 20 €. Govorimo o prodaji bona za 20 €, ali on z leadom dobi bon. Mogoče ja, lead generation, da dobim bon za 20 €. Absolutno, tako bi jaz to delal. Pa Facebook je res, Facebook lead ads so zelo, zelo poceni, no? Tako da tukaj z dobrim targetingom se da res veliko narediti. Po drugi strani pa recimo pri nas je velikokrat tudi dobra vsebina, ki je recimo, ne vem, zdaj odvisen za kake storitve turistične gre, no? Ampak kakšne dobre uporabne vsebine lahko tudi generirajo zelo poceni leade, no? Zelo primerljivo z nagradnimi igrami ali pa z nekimi popusti, tako da mogoče se tudi te stvari splača, sploh če je čas, da se zdaj kakšne te vsebine pripravljajo. Pa še eno vprašanje se dobile, ki se točno na turizem navezuje, od Tamare je, kakšen je nasvet glede komunikacije za hotelsko podjetje, na kakšen način nas bojo uporabniki slišali, in potem je še eno vprašanje, ki se malo navezuje na e-maile, se pravi, kako komunicirati preko e-maila z njimi. Jaz mislim, da agencija Oskar, mislim, da sem že prejšnji teden omenil, zelo super komunicira preko spleta. Drug teden bomo objavili intervju z njimi, kako so oni tega lotili. Jaz mislim, na en stran, tako kot smo zdaj govorili, nekaj lead generation, zato da imaš veliko bazo e-mailov za relaunch biznisa, na drugi strani moraš pa z vsemi, ki so že v stiku s tabo preko social kanalov in preko e-maila nekako ohranjati stik in jih ohranjati nekako engagane. Trenutno, da bi fokusiral se zgolj na prodajno vsebino, mislim, da je napaka. Klej je treba, tako kot si ti že črt malo omenil, bolj na to mehko vsebino, na svete, reconnecting. Agencija Oskar je lansirala tudi webinarje, ki nekako omogočajo virtualno potovanje na različne destinacije. Sprav, probaš pričarati eno izkušnjo, ki tudi olajša življenje ali pa razbije mogoče ta dokaj turoben vsak dan tvoji ciljni populaciji. Tudi eno vprašanje je bilo še od Uršule, kakšno je razmerje v mailnih kampanjah med mehko in prodajno vsebino. Jaz mislim, da prodajna vsebina je okej, ampak zdajle delati bolj to, recimo educational content, kjer probaš nekako podučiti znotraj svoje branže, tisti, ki imaš neke ekspertize, svojo ciljko, kaj se dogaja, kako oni lahko to situacijo nekako obvladujejo, je veliko bolj, kot pa da bi šli v hard sales, po mojem mnenju. Pa mogoče sam še to od Klemena isto vprašanje, če mogoče je dober čas za kakšne ankete, vsi so doma, odlično za vpogled v customer avatar, ja, vsekakor, in mogoče tudi, da se proba zdaj v tem času ali z vsebinami ali z anketo ugotoviti, kaj jih zanima, kam bi radi šli, zato da boste mogoče pri prodaji bolj učinkoviti, ko boste enkrat te leade dobili. S turizmom ima še eno vprašanje povezano, ali je smiselno oglaševati Slovenijo kot turistično destinacijo tudi v času krize in v kolikšni meri in na katerih spletnih kanalih? Jaz bom mogoče samo eno stvar. No? Če je to nekdo, ki je ponudnik neke storitve v Sloveniji turistične, jaz mislim, da je tudi izven krize ogromni izziv za vas oglaševati Slovenijo kot turistično destinacijo, zato da boste sebi promet delali. Jaz mislim, da to je naloga, ki jo ne opravlja slabo Spirit oziroma pač kdorkoli skrbi za promocijo pač Slovenije v tujini, in tukaj se o ogromnih budžetih pogovarjamo. Tako da jaz mislim, da tudi v dobrih časih posameznim podjetjem ali pa turističnim ponudnikom se nekaj blazno veliko ne splača
v tujini oglaševati, razen če res veste, iz kje vam prihaja ful veliko gostov, turistov ali pa kakorkoli vam. Drugače pa bi jaz rekel, da zdaj le mogoče ne in raj prišparati budžete za veliki comeback. Ja, se upravičujem, Slovenska turistična organizacija, ja. Tako da jaz bi rekel, da počaka se comeback, no, zaradi tega, ker je vprašanje, kaj bo s tem prometom, oziroma kako bo učinkovita ta zadeva. Jaz mislim, da tale področje turizma je zelo aktualno, pa zelo specifično področje, tako da imamo tudi namen narediti par webinarjev na to tematiko ločenih, tako da ne bo, da se takrat mogoče malo bolj temu posvetimo. Klemen, vidim, da imaš ogromno vprašanj, predlagam, da če si za, se slišimo 1 na 1 in lahko bolj konkretno podebatiramo vsem, kakšnih problemih se srečujete in vam probam pomagati. Mava še cirka 5 minut, pa grem malo nazaj na vprašanje, ki smo jih na začetku dobili. Kaj bi svetovali trgovskim verigam s svojimi spletnimi prodajalnami za boljše delovanje? Se pravi, govorimo o verjetno Šparu, Mercatorju in podobnih. Klemen Geršak je že odgovoril, naj ukrepijo logistiko, pa bomo ljudje dobili robo. Na vprašanje provokativen odgovor, mislim, da slika ni toliko črno-bela. Kakšno je tvoje mnenje? Špar je recimo dal gor čakalna vrsta. Zanj sem bil 3130 v čakalni vrsti. Link do forme za 1 na 1 je kliknete na offers, tukaj na desni, kjer imate chat in se lahko tam prijavite. Bom pa še v chat ga skopiral, evo. Ja, bomo pa tudi na družbeno mrežo pa objavili v ponedeljek, tako da. Jaz se močno ne strinjam, da rabijo Špar, Mercator ali vsi ostali karkoli ful besno delati v tem trenutku, zato da izboljšajo svojo spletno prodajo, in mislim, da me vsaj polovica interneta slovenskega sovraži zaradi tega. Njihov glavni issue je itak logistika. Oni rabijo kombije in rabijo voznike, in jaz mislim, da je to, in rabijo ljudi, ki bojo pakirali te stvari, in rabijo dosti zaloge v centralnem skladišču, in jaz mislim, da je to zelo komplicirana zadeva. In vse te debate, ki jih ima ljudje o tem, da joj rabijo boljše serverje in rabijo boljšo spletno trgovino, je čisti relevant. Oni itak, po mojem vsaj mnenju, načrtno štopajo naročila zaradi tega, ker ne morejo sprovediti vsega tega. Ali se splača Šparu in Mercatorju najeti ali kupiti 500 kombijev in 1000 voznikov, da bojo lahko te zadeve delali? Jaz mislim, da ne, zaradi tega, ker boste vsi, ki zdaj besno kupujete online, ker se ne želite okužiti v trgovini, gladko pozabili na njih en mesec potem, ko bo konec krize, in jim bo ostalo samo ogromno enih kombijev in voznikov. Pogojno bi mogoče kako partnerstvo z Gopti in pa z ostalimi prevozniki v tem primeru bil smiseln, ampak jaz mislim, da imajo oni zdaj tako krizo z zagotavljanjem varnosti zaposlenih, dodatnimi stroški, ker morajo varnostniki najemati v trgovinah, ker se ljudje ne držijo pravil, dodatni shippingi, zalog in vseh teh zadev, ker pač kupujemo besno, kvas in moko vsi preko potreb. Jaz mislim, da imajo preveč drugih fokusov. Jaz bi sam nekaj rekel, oziroma dve zadeve. Prvič, mislim, da se in Špar in Mercator in drugi trgovci trudijo, da ni briga nas, ampak se zelo trudijo, tako da moramo to tudi malo acknowledgeti. Druga zadeva, po malih insiderskih informacijah, ki jih imam, je točno to, kar je Črt omenil. Glavni problem je logistika, pa ne samo koga dobiti, da pošiljati. Pač varnost in zagotavljanje primerne razdalje 3-metrske med delavci je ful ohromilo, koliko so oni sposobni, in tudi ostala proizvodna podjetja, koliko so sposobni producirati. Če te omejitve ne bi bilo, bi pač vsi iz fizične trgovine pa iz uprave gremo 300 dodatnih folkov v skladišče pakirati, ampak tega ne moš narediti. Tako da pač po moje to je eno od glavnih. Pa glavno vprašanje je pa tudi, da se ti res plača ali ne. Ker jaz mislim, da strinjamo se lahko, da oni izboljšajo učinkovitost pa kapaciteto, ki jo imajo, zato da pohendlajo ta overflow, je relativno velik strošek ali pa je vsaj velik logistični zalogaj. In vprašanje je, ali se splača to delati za 2 meseca ali ne. Nekateri mislijo, da bo to potem ostal trend in da bomo vsi kupovali online. Jaz se s tem ne strinjam, je pa res, da je to pač sam mnenje in bomo videli, zares čez 2 ali 3 mesece, kakšna je situacija, pa je bila to velika zamujena priložnost ali ne. Jaz bi še eno vprašanje za zaključek naredil spet, dobili smo ga preko forme. Urša sprašuje, zanima me,
kaj bi lahko naredili na spletni prodaji glede prodaje vozil, avtomobilska branža, in kako bi bilo najbolje optimizirati stvari. Lead gen za avtomobile. Dobro, lead gen za avtomobile, pa jaz si predstavljam, da kakšne vsebine, no? Tukaj mislim, da je consumer decision journey full stvar, no? Jaz vedno kupujem nov avto, nikoli si ga ne kupim, ampak vedno pa sanjam in zdaj trenutno sanjam v Peugeotu 3008 ali pa v kakšnem Audiju, zato da mi bojo sosedi face fauš. In eno je online vsebine, se pravi download kataloga, download pricinga. Ta druga zadeva, ki pa je pa, da jaz ogromno enih video reviewov na YouTubeu pregledam in tudi testne vožnje so načeloma pomembne. Jaz recimo, tudi če bi bila na voljo testna vožnja, ne bi upal iti noter, ker ena sram bi me bilo vprašati, da so razkužili avto po prejšnjem potniku in če ne vem, da so ga razkužili, se nočem noter usediti, tako da je tukaj ta zadeva malo problematična. Tako da jaz bi mogoče rekel, kakšne videe posnetno. Če so avtomobili na voljo, vožnja z avtomobilom, video, predstavitev ali pa karkoli takega, da se mogoče kakšne te vsebine prepravijo ali pa mogoče, da bi se vsem s kakimi influencerji kakšne te zadeve delali. Drugače pa lead gen, druge opcije z resnino. Je pa za njih... Jaz bi malo pokomentiral, se strinjam s tem, kar si zdaj rekel, in tudi komentar v chatu je bil, da je... Verjetno večje izzive pred seboj, ja, res je. Vem, ker to je malo luxury dobrina, ampak problem, ki ga ta avtomobilska industrija v Sloveniji nikoli do zdaj ni resno delala na lead genu, pa na, rečemo temu, prodaji, na offlineu ja, na onlineu ni tega dela, da bi resno zbirali lide in nekako se usmerjala svoj funnel potem dol. Tako da jaz mislim, da obstaja priložnost, bo pa imela avtomobilska branža večje izzive. Za hiter klele in kup komentarjev naša dogodek ne deluje, ker prijava ni možno, ker so vsa prosta mesta že zasedena. Klemen, nažalost, prepozen si bil. Hecen se je, nastavitve so bile napačne, sem se pripravil vmes, tako da prijava je zdaj možna. Upam. Prav smo razširili logistične kapacitete, ne? Ja, imeli smo 500 jih prijavljenih maksimalno in vse so že zasedene. Prijava, jaz sem probal dela. Zdaj pa za konc, poglejva še rezultate budžeta, hitro, če kdo še ni odgovoril, ali ste prilagodili svoje digitalne podjetje, poklikajte noter, da lahko s črtom poklikava. Jaz bom pa med tem pod offerji umaknil oziroma objavil še vabilo na naslednji webinar. V sredo bomo gostili Petro Čadež, ona je direktorica marketinga za delikatesne namaze na Atlantic Grupi in tudi predsednica Društva za marketing Slovenije. Z njo bova govorila bolj konkretno o vedenju potrošnikov v času krize. Ne nujno samo o vedenju na digitalu, ampak vprašanje kot kako se je spremenilo splošno vedenje potrošnikov. Ali moramo mi marketinški spet sedaj kot podjetja prilagoditi? Kakšna je vloga marketinga in strateškega marketinga v teh trenutkih? Tako da se lahko prijavite že na spletni strani ali pa na desni strani pod offers. Samo eno vprašanje logistično. A se je potrebno še enkrat prijaviti ali prijava odprej velja, zdaj, ko si spremenil nastavitve? Ne, se prej se ni bilo treba prijaviti. Načeloma bomo vabila poslali tudi vsem, ki so, oziroma link do webinarja, tudi vsem, ki ste se danes prijavili na ta webinar. Za srednji webinar pa seveda, vsak webinar ima svoje prijave. Anketa. Budžete smo povečali 16%, budžeti so ostali nespremenjeni 33%, budžete smo zmanjšali 35% in zaustavili smo vse digitalne aktivnosti 14%. Jaz mislim, da ostajamo... Še enkrat, budžete smo povečali 16%, prejšnji 30%. Aha, se pravi, smo zrasli. Smo zrasli. Budžeti so ostali nespremenjeni 38%. 33%. Budžeti smo zmanjšali 36%. 35%. Smo ok, ljudje, in ustavili smo 14% v obeh tednih. Se pravi, dejansko, kaj se dogaja, če zdaj malo komentiramo, zgleda, da podjetja so ven iz glavnega šoka, počasi začenjajo iskati, kaj se da na digitalno narediti in so budžete zelo začeli povečevati. In mogoče tudi, kar se tiče komentarja iz bojnih linij, online prodaja
vsaj kar mi spremljamo, načeloma še vedno raste. Je se malo stabilizirala v zadnjih parih dneh, ampak v večini primerov pa še vedno raste, se pravi, še vedno podiramo rekorde za povprečja year on year. Tako da očitno je še rezerve in zaloge, ki prihaja. Se pa vidi, da je še vedno vse zelo pogojeno z popusti oziroma z akcijami. No? Tako da je, kar se iz tega stališča tiče, pa neke bistvene razlike ni. No? Da bi pa zdaj ljudje kar pozabili na popuste in bi bili sam hvaležni, da lahko online kupujejo. To pa se žal ne dogaja. Več o tem pa tudi v sredo z Petro, ki vam imela po mojem zelo zanimivo debato. Tako da zaenkrat hvala, časa nam je zmanjkalo, drug teden nadaljujemo v petek ob 10. na temo strategij, kot sem rekel, malo več v posameznih industrijah. Hvala, ki ste bili z nami in lep vikend, ostanite zdravi. Čau! Živijo!